Inštitut za nutricionistiko je podelil nagrade za najbolj inovativno živilo v 4 kategorijah: jogurti, visokobeljakovinska živila, pekovski izdelki in namazi. Želja komisije je bila, da bi potrošniki v pestri ponudbi lažje prepoznali nova oziroma izboljšana živila. Komisija je analizirala sestavo vseh živil, njihove senzorične lastnosti in preverila okoljske vplive nanje. Živila, ki so nagrajena, imajo ugodno prehransko sestavo. To omogoča že sam postopek izbire inovativnih živil, kjer so kriteriji zelo strogi. Torej živila, ki so promovirana pri nas kot inovativna, absolutno lahko bolj zdrava in prehransko bolj ugodna živila. Podelili so tudi nagrade v 6 posebnih, pri čemer so se letos posebej posvetili izdelkom iz ajde. Ajda je namreč hranljivo živilo, bogat vir beljakovin in nekaterih drugih bioaktivnih snovi in že tradicionalno v naši prehrani. Smiselno jo je ponovno bolj oživiti potrošnikom in industrijo spodbujati, da jo vključuje v svoje izdelke. Za najbolj inovativno živilo že nekaj let financira Ministrstvo za zdravje v podpori Ministrstva za kmetijstvo. Opažajo, da je naziv iz leta v leto čedalje bolj cenjen, saj se na izbor prijavlja vedno več proizvajalcev. Z velikim veseljem pa spremljamo seveda tudi rezultate teh podjetij, teh inovacij, ki se na koncu, nekateri od teh iz preteklih let se zelo uspešno tudi prodajajo dejansko na trgovskih policah in prepričan sem, da bodo tudi letošnji nagrajenci obstali na trgovskih policah. Pomembno je, da je na tržišču čim več teh živil. Tudi prizadevanja nacionalne živilske industrije grejo v to smer, da se povečuje količina polnozrnatih izdelkov, da se zmanjšuje sladkor in sol, in tudi to so bile sprejete zaveze nacionalne industrije, da bo do leta recimo 2020 za 10% znižala vsebnost soli v kruhih in pekovskih izdelkih. Na Inštitutu za nutricionistiko še dodajajo, da je izbor najbolj inovativnih živil le eden izmed projektov, s katerimi želijo potrošnike naučiti prepoznavati kakovostna živila.